Lep pozdrav, sem Mateja iz Centra Possible in kot vedno rada rečem, moja misija je, da te naučim pristopov, tako masažnih kot terapevtskih, kot pristopov iz vidika samopomoči, kako lahko sami sebi pomagamo pri različnih izzivih, s katerimi se srečamo v našem življenju. Tako iz vidika bolečinskih izzivov, potem iz vidika tudi, bom rekla, deloma anti-age tretmajev, anticelulitnih tretmajev, ampak kot veste, moje polje dela je primarno so protibolečinske masaže in pa terapije. In točno zato smo tudi danes tukaj, ker kot veste, v mesecu marcu prihaja ven nova delavnica na tematiko ergonomije. In bom rekla, da ta delavnica bo mičkem posebna, na podlagi vseh ostalih, ki pridejo ven vsak mesec, zato ker tule bomo zaobjeli ergonomijo tako na delovnem mestu, plus seveda vaje zraven, ker brez tega ne gre, kakor tudi na splošno ergonomijo čez dan, pravilno pobiranje stvari, stal, recimo ljudi, ko boli hrbet, na kak način si olajšati delo, ko recimo stojijo, ali pa ko kuhajo, pomivajo posodo, dajajo otroka v posteljico, ali pa na vrtu. V glavnem, ogromno enih tem bomo obdelali. Sem se pa odločila, da tekom te delavnice vključim še eno zelo pomembno temo, katero me ogromno maserjev tudi sprašuje, ergonomija za maserje. Torej za tiste, ki se res profesionalno ukvarjate z maserskim poklicom, tudi ta del sem se odločila, da bom vključila znotraj te delavnice. In ja, video je vrhunski, oziroma 2 videa sta. En je torej tisti uvodni del, ko na stranki direkt pokažem, kakšne tehnike, kako moramo izvajati tehnike, da si ne poškodujemo rok. V glavnem, omenjam zato, ker je video vrhunski. Pač vsi so ostali tudi, ampak ta je tisti, ko mi je še bolj na kožo pisan, ker delam zdaj že 7 let pa pol, 8 let skoraj masaže in nimam telesno dobenih težav, kar pomeni, da se na zelo dobri poti, da nekaj zelo prav delam. Ker naš cilj ni, da ne samo maserji, ampak na splošno katerikoli poklic popravljate, upam, da ne uporabljate, je naš cilj, da bomo lahko, še posebej, če to radi počnemo, da bomo to lahko počeli do penzije oziroma še del, če nam je to toliko na kožo pisano. In najlepše je, ko stvari, ki jih počnemo, lahko počnemo brez bolečin. In ja, zato je nastala točno ta delavnica, ki prihaja ven 1. marca in zato je nastal današnji live, torej ta video, ki ga ta trenutek gledate oziroma poslušate. Danes nas čaka en mit oziroma resnica, bomo videli tekom predavanja, da je ergonomska oprema preprečuje bolečine. Zdaj pa, predno gremo na sam konkreten odgovor, bi ja šla malo skozi to, kaj pa v bistvu vse vključuje ergonomija. Zdaj, v samem uvodu sem vam že omenila, da ergonomija v osnovi, na ergonomijo v osnovi moramo gledati v bistvu iz aspekta celega našega življenja. Torej, tako iz vidika poklica, ki ga počenjamo, zato ker realno gledano, mi smo na delovnem mestu, če ste zaposleni oziroma če masirate, dajmo reči v povprečju 8 do 10 ur, tam nekje. Če ne pa doma nekaj še moramo na računalniku delati, tako da se kar te ure kar povečujejo, bom rekla. Tako da na eni strani imamo delo, torej tisti poklic, ki ga opravljamo, medtem ko imamo pa na drugi strani okolje, domače okolje. V domačem okolju recimo se ukvarjamo s kakim športom, potem zagotovo moramo kuhati, pomivati, dati oblačila v pralni stroj iz določenih položajev, si obuti čevlje, se zuti čevlje, potem se selimo, je potreba opremo dvigniti, odložiti nekam, potem položaj, v katerih spimo recimo, v glavnem en kup stvari, da ne omenjam vrta tudi med drugim, vrtičkanja in pa vsega tega, kup enih stvari potem počnemo v tistih ostalih urah čez dan. In bom rekla, skupek ergonomije je eno in drugo. Torej, ni zgolj, ker vem, da veliko ljudi, ko sliši besedo ergonomija, pomisli na ergonomijo, pač to je delovna površina, tam, kjer smo, in to je to, kar se tiče same ergonomije. Ne, ergonomija je veliko več od tega. Ergonomija traja 24 ur, vsak dan in
to je od začetka do konca, je pomemben tisti sistem. In jaz ne samo pomemben tisti sistem, na podlagi navad, ki jih imamo, sistem velikokrat, bom rekla, da povzročimo, doprinesemo do nekih bolečin, ki jih lahko tudi imamo. Kljub temu, da imamo mi dvignjen računalnik, recimo jaz imam tudi dvignjen računalnik, ker mi pa še zaradi vratu, ergonomsko miško, ergonomsko tipkovnico, jaz imam dvižno mizo, ergonomski stol, v glavnem 1001 stvar, ampak kaj mi to pomaga, če na koncu dneva, če na koncu dneva si obuvam čevlje tako, da se sklonim navzdol, ali pa pobiram utežko, dvigujem, ne vem, delam počepe, a potem utežko odložim na način z hrbtom navzdol, pa spustim vse trebušne mišice. Dajem zelo laičen primer. Ampak to so stvari, ki se dogajajo. Da ne govorim recimo iz vidika svojih strank, ko ošpice dobim, ko pridejo k meni zaradi bolečine v križu, sprostiva določene mišice, stranka dobi vaje za domov, in potem ona gre v vrt in seveda, ko pleje, ko pač trga tisto, kaj ne rabi biti znotraj njenih rastlinic, pleje iz tega položaja, da je sključena navzdol. In jo vprašam, zakaj ne gre, ne vem, pod kolena si lahko kaj da, pa gre lepo v izpadni korak, ena noga spredaj, druga pač kleče. Pač zakaj je to tako težko? Joj, pa to se moram potem, mi več časa vzame, če moram narediti, čist nič več časa nam ne vzame. Ali pa če vam pade telefon po tleh, upam, da ne. Dajmo reči, rejš, kulica vam pade na tla. To se lep sliši, bolj prijazno. Če nam pade en kuli na tla, kako ga bomo pobrali? Zdaj nekdo bo rekel, ja, ampak če grem v počep ali pa v izpadni korak, mi to vzame veliko več časa, kot pa če jaz lepo grem s hrbtom navzdol, tako kot smo po veliki večini navajeni. Ni res. Jaz grem čist vse delam iz počepa, pa mi ne vzame čist nič več časa. Ampak velikokrat smo to navado, da se pač enostavno sam skloniš, ker ne razmišljaš, smo prevzeli od ljudi, od katerih smo se veliko večino stvari v življenju naučili. In to so naši starši. Ne bom rekla, da so naši starši krivi za to, ampak so. Ne res. Če ste kdaj videli otroka v prvih fazah razvoja, ampak tam do enega 4., pa mogoče še celo nekateri do 5. leta, čisto vse stvari pobirajo iz tal, počepne vse, prav v popoln počep grejo otroci in poberejo tisto žogico iz tal. Zakaj se to potem tekom let spremeni? Zato, ker mi hočemo biti podobni ljudem, s katerimi odraščamo in tudi temu primerno povzemamo njihove vzorce, torej njihove navade. Tudi v februarju v zadnji delavnici smo govorili veliko o drži. Tudi držo otroci povzemajo po starših, torej mi vsi povzemamo držo po naših vzornikih velikokrat. In v začetku so to starši. In ja, tudi jaz sem nekdaj grdo pobirala stvari iz tal, dokler nisem zavestno začela tega spreminjati. In bom rekla, navade je hudič spreminjati, se jih pa da, res se da stvari spremeniti. Ampak jih je res treba zavestno spremeniti, čisto enostavno rečeno. Iščem lepše izraze, ampak zakaj bi jih, če se lahko vse skupaj preprosto pove. Naslednja stvar. Kaj prispeva k dobri ergonomiji? Zdaj, kaj prispeva k dobri ergonomiji, imamo 4 točke v osnovi. Prvič imamo pravilna postavitev opreme. Zdaj, prej sem vam govorila o računalniku, kako mora biti postavljen. Govorila sem vam o miški, da je zapestje v nevtralnem položaju, o tipkovnici, zato da si ne kvarimo zapesti, da je recimo tipkovnica, moja recimo na tak način, da je oblikovana, da so tipke, to mi je bilo prav smešno, ko sem kupila, tipke so prav na tak način so narejene, da so moja zapestja lahko tule, zato da jih ne rabim ramen rotirati v to smer, da bi mogla takle tipkati. Da ne rotiram navzven, ampak da imam komolce lahko sproščene, ki počivajo recimo na stolu, na teh držalah za komolce, dejansko zato je to narejeno in lahko tipkam brez problema na tak način. Stoli, mize, v glavnem ogromno enega materiala obstaja, s katerim si lahko zmanjšamo neke napetosti, recimo višina računalnika, monitorja, je pač odvisno tega, koliko nas bo vrat bolel. Zdaj, je dejstvo, da računalnik je potrebno postaviti na sredino,
ker pač če jaz cel čas v levo gledam, je dejstvo, da se bodo ta del vratu se bo skrajšala, ta je pa cel čas podaljšana in s tem nisem nič dobrega naredila. Razen, če imam 2 monitorja, pa gledam iz enega na drugega v to smer, ali pa 3 celo. Tisti je druga zgodba. V glavnem, ja. O tem bomo veliko konkretne in več govorili seveda znotraj delavnice. Tako da, prvo imamo pravilno postavitev opreme, če govorimo recimo zdaj v pomenu delovnega mesta. Ali pa če govorimo v vrtu, da si damo pod kolena neko mehko brisačko recimo. Ali pa če je mehka zemlja, še tega ne potrebujemo, ker naša kolena posledično pol se kar vgreznejo na mehko. Ok. Druga stvar so redni odmori in pa gibanje. Zdaj, jaz rada rečem, z razlogom ima naše telo sklepe in z razlogom se je naše telo sposobno premikati in gibati. Je res, da v osnovi bo naše telo vedno varčevalo z energijo, ampak naše telo je narejeno za gibanje. In če mi večino dneva presedimo, je dejstvo, da se bo to poznalo na našem telesu. Recimo, jaz lahko povem iz lastne izkušnje, se mi je zgodilo, da lansko leto pač imela sem in še študij zaključevala in kot veste, s temi tečaji in s tem je veliko dela na računalniku. Sej tudi masaže so bile, ampak v primerjavi z vsem ostalim je bilo veliko manj tistega stoječega fizičnega dela kot nekaj na računalniku. In jaz na koncu leta, jaz nisem mogla roke dvigniti nad glavo, ampak jaz sem lahko roko dvignila do sem, pač fizično nisem mogla roke iztegniti in je dvigniti več navzgor, zaradi tega, ker mi je sklep zakrnel. Pač določene mišične skupine so se pač navadile na tisti vzorec, da pač roke več ne dvigujem nad glavo in pač to je gib, ki ga več enostavno ne potrebujem, zakaj bi ga pol sploh ohranjala. In ja, temu primerno je treba ohranjati gibljivost, fleksibilnost mišičnih skupin, vseh, bom rekla, mehkotkivnih struktur, kakor tudi absolutno sproščanje mišičnih skupin in pa krepitev. Tako da gibanje, pa tudi z vidika krvožilnega sistema, aerobna vadba, da gremo kaj na sprehod, v hribe, teči, kolesariti, plavati, v glavnem ogromno enih športov je, ogromno enih aktivnosti je, za katere je narejeno naše telo. Naše telo je narejeno za gibanje. Z razlogom imamo možnost povečanja srčnega utripa, z razlogom se te stvari dogajajo oziroma so se sposobne dogajati in prilagajati vedno znova na en in pa drug ekstrem. Tako da, ja, redni odmori. Torej, če imamo neko delovno mesto, bodisi ste maserji ali pa imate sedeče delovno mesto, stoječe delovno mesto, zdaj bom rekla, ogromno podjetij dan danes že res deluje na način, da res veliko naredi za svoje delavce. Ne vsi, ne rečem, ampak ogromno podjetij, ki imajo sedeče poklice, že naredi nekaj na tem, da skrbi za svoje zaposlene, kar dolgoročno pozitivno vpliva, manj je bolniških pa vsega. In res je pomembno, da medtem, ko vi uro pa pol sedite, da vmes naredite kratek odmor, da se vstanete, da greste na mest z dvigalom reč po stopnicah, da pospešite svoje srce. Mislim, da se utrip poviša, da se pospeši, da se krvni pretok posledično srce začne pumpati in se krvni pretok pospeši. Da se vaša meča, da ste okrog gležnjev in stopal manj zatečeni, ker kot smo se že tudi v limfnem sistemu govorili, pač vse teče navzdol, vse tekočine grejo navzdol, tudi krvožilni sistem. In če mi ne aktiviramo mišice, to nima kam pumpati navzgor, če lahko rečem. In zato je pomembno, res je pomembno gibanje. Zdaj ženske dostikrat spodbudim s tem, da se večkrat premikajo zaradi izvidika celulita. Celulit je z razlogom na teh predelih, kjer je. Ker kje ta trenutek sedimo? Je zadnjica pa mišice zadnje lože. Točno tam, kjer je največ celulita. Logično, ker po več ur skup sedimo in to je prometna nesreča na obvoznici, če lahko rečem, in prije posledično do zastoja. In kakor je v realnem življenju pride do zastoja, tudi v našem telesu pride do zastoja. In ja, res je pomembno, da si vzamemo več odmorov, ker realno gledano tudi mi, ko se zatopimo v neko delo, pač smo recimo efektivni, pač to bom rekla, zdaj je zelo odvisno, kako ima kdo tudi pozornost, ampak smo efektivni, če delamo na računalniku, tudi do 40 minut, do 1 ure, tam zgornja meja ponavadi 1 ura. Ampak, če si pol vzamemo pauzo, se malo prevetrimo, malo prehodimo, posledično se naši možgani prekrvavijo, spijemo kozarec vode
In ko gremo delati, je naša glava sveža. Rabimo 5-10 minut, da pridemo nazaj v delo, ampak hitreje in več naredimo na tak način, če imamo več odmorov. In mogoče se sliši potrata časa, ampak res ni. Sama to prakticiram z budilkami, ker če ne padem v računalnik in pozabim na uro. In z budilkami res se splača, no, da me pač spomni, da se vstanem in sprehodim gor pa dol, pa sem pa tja, malo počepo naredim, zato da se malo zadiham in se splača, bom rekla. Tretja stvar, o tem smo pa že govorili v začetku. Pravilna tehnika gibanja. O tem, kako se pripogibamo, o tem, da res gremo iz počepa, iz izpadnega koraka, kako si čevlje zavezujemo. Pač znano je to, da najboljše je, da ko si čevlje zavezujemo, da damo nogo na višjo podlago. Tudi ne to, da se mogoče, boljše, da se vsedemo mi, pa se navzdol zavežemo, kot pa da stoje se zavezujemo in se pognemo navzdol in se zavežemo. Ali pa gremo v izpadni korak, eno koleno na tla, zavežemo, zamenjamo nogi pa druga. Absolutno. Več opcij, tistih malo bolj idealnih je. Bom pa rekla, da najslabšo možnost pa seveda poznate tudi sami. Tako da ja, to pa seveda splošne navade, ki jih imamo. Zdaj recimo ena zelo neumna stvar, ki bi mogoče šla bolj pri pravilni postavitvi opreme zraven. Pač midva, ko sva se s partnerjem vselila v hiško, štarta še nisva imela kuhne. In je bila pač to samo ena kozica postavljena in je bila res visoka. In jaz sem cel čas na prstih stala, ker enostavno nisem dosegla, ker ko sem stala normalno, na celem stopalu, so moje roke bile tu. In zdaj si pa predstavljate tu kuhati, pomivati in vse tu delati. Meni so ramena odpadla skoraj. Ker pač jih cel čas v tem položaju držati je, po par mesecih pride do posledic. Sej prvi teden, 2 je še v redu. Ampak pol se pa začne to vse skupaj kar fajn nalagati. Tako da ja, tudi to med drugim, pravilna tehnika gibanja. Tako da za mene bi bilo bolj v tistem primeru, stanje na prstih, ampak spet preobremenijo se meča, ampak stol si postaviš. Lahko bi stala klečala na stolu in bi bila na normalni višini, recimo. Tako da to. Pa še zadnja stvar, tudi izjemno pomembna stvar, krepitev raztezanja in pa sproščanje mišic. O tem smo v vseh delavnicah, v vseh tečajih vedno znova razlagam. Vem, da sama primarno učim masažo, sproščanje mišic torej in pa valčkanje, vse te tehnike sproščanja, ampak masaža, če samo sproščamo tkiva, masiramo tkiva, to je en del regeneracije. In masaža, še posebej pri bolečinah, je lahko le obliž, če mi ne rešimo samega vzroka, zakaj prihaja do tega. In v februarju, ko smo govorili o drži, torej v spletni delavnici za lepšo držo, smo točno o tem govorili, da tudi če jaz sproščam mišice, ampak ne krepim tistih mišic, ki bi povlekli recimo moja ramena nazaj in poravnali vse skupaj tiste linije, ki so bolj primerne za našo konstitucijo, če lahko tako rečem, je res nismo naredili dovolj. Ker če imamo mi bolečine zaradi neke slabe drže, je dejstvo, da z masažo bomo mi začasno pomagali pri teh bolečinah. Tisto bomo zmasirali, pomagali bo teden, 2, tam do 3 tedne pomaga, pol pa zaradi drže se vse skupaj vrne nazaj. Če seveda ne krepimo in raztezamo mišic tudi zraven. Drugače, dostikrat vas tudi od vas kdo misli, da je raztezanje in pa sproščanje mišic enako. To dvoje ni enako. In tudi, če greste na moj YouTube, imate video en gor, kakšna razlika med raztezanjem in pa sproščanjem mišic. Anatomsko, tudi tako bolj seveda na simpel način razloženo, tako kot jaz to znam. Pa seveda ja, krepitev. V bistvu vse te 3 stvari so zelo pomembne, zato da dosežemo nek celovit rezultat, ki bo logično prinesel do dolgoročnih, ne kratkoročnih rezultatov. Zdaj pa vroča stvar za vse maserje, bom rekla. Kot omenjeno, sem za to delavnico snemala že tudi video za ergonomijo maserjev. Kaj pa ergonomija pri maserjih? Zdaj, kar se tiče ergonomije pri maserjih, sta pomembni 2 zadevi. Prva stvar je to, kako mi naše telo prilagajamo glede na
tehnike, ki jih izvajamo, ali se sključujemo navzdol, ali se premikamo recimo iz medenice naprej, kako stojimo ob mizi, kako se, ne vem, če se naslanjamo na mizo ali se ne, ali delamo iz stegenih komolcev, rahlo pokrčenih, ali uporabljamo celo telo, ali uporabljamo se dejansko samo roke, ali delamo samo s palci, ali smo se mogoče naučili tudi delati kaj s členki pa s komolci. In pa seveda torej govorim zdaj iz vidika postavitve našega telesa, pa seveda nastavitve masažne mize, ter absolutno iz vidika uporabe masažnih pripomočkov. Dragi moji, tisti, če ste kateri maserji ta trenutek z mano oziroma to poslušate, masažni pripomočki rešujejo življenja, pač dobesedno skoraj, oziroma preprečujejo naše poškodbe, pač res jih, no. In predvsem, tu bi se osredotočila predvsem na naše palce. Za palce, vsi že veste, da se palce da nadomestiti z katerimkoli drugim pripomočkom. Govorili smo že o vročih kamnih, da so taki špičasti, tisti, ko so taki podolgovati kamni. To je trigger pripomoček. Zakaj bi palce koristili, če imamo tisto? Trigger pointer je nekje v ozadju? Tam gor je. Trigger pointer lahko enako uporabite namesto palca, pa še različne velikosti kroglic ima. Tako da veliki enih pripomočkov, ki jih lahko uporabljate pri sami svoji ergonomiji v maserskem poklicu, da ne govorim pol uporaba še, ne vem, recimo ventus, uporaba, delali smo tudi z temi gua sha pripomočki, z madero pripomočki, vse te stvari se lahko logično uporabljajo v masažah, zato da tudi sebi prišparamo roke. In večina teh pripomočkov ima zelo prijeten občutek, ko delamo z njimi. Odvisno, kaj je cilj masaže, seveda. Tako da ja. Tako da to. Prilagodite masažne mize, prilagodite naših teles v pravilne pozicije in pa tehnik seveda in pa uporaba masažnih pripomočkov. Dragi maserji, to so vaše 3 najbolj pomembne točke. Res, zraven absolutno vaj in raztezanja, ker posnela sem tudi 5-minutno, oziroma tam med 5 pa 10-minutno rutino pred masažo, na kak način se ogrevati, katere vaje recimo narediti za aktivacijo telesa pred samimi masažami. Tako da, lušno. Pejmo naprej. Do česa pripelje, pomembna stvar. Do česa pripelje slaba ergonomija? Tu imamo primarno 3 negativne posledice, oziroma 3 stvari, do katerih lahko pride. Prva stvar, ki, bom rekla, je zelo pogosta, so kronične bolečine in pa utrujenost. Mislim, da vam ne rabim poudarjati, koliko enih kroničnih bolečin je danes prisotnih. Kroničnih bolečin z razlogom je bila januarska delavnica Adijo bolečine v križu. Z razlogom je bila to ta prva, ki sem jo naredila, zato ker največ ljudi ima kronične bolečine v križu. Da ne govorim o kroničnih bolečinah v vratu, če govorimo o sedečih poklicih in pa računalniku, ogromno prihaja do težav pa bolečin v komolcu, medialni pa epikondil oziroma lateralni epikondilitisi, ker itak pride do vnetja tetiv, da ne govorim o karpalnem kanalu in pa o drugih 1000 in enem drugem vnetju po telesu, ki prav tako lahko pride zaradi poklica oziroma neke tiste drže, ki jo vzdržujemo čez dan. Tako da, ja, naj ne bodo kronične bolečine že v bistvu tiste, zaradi katerih boste začeli delati na svoji ergonomiji, ampak dajte gledati vnaprej, dajte gledati iz vidika preventive, ne samo iz vidika kurative, ko nekaj boli. Vem, da se težko spraviti, ampak vse to, da že par stvari spremenimo pa dodamo, si res olajšamo življenje, bom rekla. Da o utrujenosti sploh ne govorim. Tako da tudi utrujenost, tu bi rekla predvsem tako psihična kot telesna utrujenost, je pač veliki dejavnik, ki nastane zaradi slabe ergonomije. Druga stvar, tudi ne rabim posebej poudarjati, povečano tveganje za poškodbe, recimo iz vidika maserjev, prej sem vam palca omenjala, to je najbolj, tale sedla sklep pri palcu tule spodaj, to je najpogostejša poškodba maserjev. Zraven bolečin v križu, pa seveda bolečine v komolcu zaradi preobremenitev fleksorjev zapestja. Ali pa nekateri recimo imajo ful bolečine v zapestju, to jih kar nekaj poznam, ker večino tehnik izvajajo s korenom dlani, pač
tehnike kombinirati med sabo, nikoli izvajati enih te istih tehnik. Z razlogom so naša telesa sposobna izvajati več različnih funkcij, gibov v različne ravnine. Je pa dejstvo, da ko izvajamo močnejši pritisk, jih je potrebno izvajati iz tistih delov telesa, s katerimi se ne bomo škodili. Torej plus logično s celim telesom. Ena je klasična masaža, druga je pa potem, ko že izvajate športno pa protibolečinsko masažo, ker takrat, pa če tega ne izvajate pravilno, po vsaki masaži lahko greste, kot maserji govorim, vi na naslednjo masažo. Tako da, ja. Potem recimo pisarna, sedenje za računalnikom, težave z vratom, tega je ogromno, bolečine v vratu. Največ je bolečin zaradi gledanja ali navzdol, oziroma še več je bolečin zaradi tega giba. Največ ljudi slabo vidi na računalnik, to smo velikokrat ugotovili, da so slabo vidni, ali pa potem po 40., 45., ko se začne pojavljati daljnovidnost, večina ljudi leze v računalnik, ker enostavno več ne vidi črk in lezejo z vratom noter. No, z razlogom obstajajo očala in ne čakati predolgo, ker vas bo po nepotrebnem začel boleti vrat. Da ne govorimo tisti kamelji drži, če lahko tako rečem, oziroma tistem puklčku, ko se pojavi v tem predelu, pač to je med drugim, hormoni med drugim vplivajo to, ampak tudi rezultat slabe drže, tega dela navzdol. Zdaj pri mladini, se ne rekla, da to jaz več nisem, ampak pri mlajših, ko jih recimo opazujem, srednja šola, pač je ogromno telefona in vrata v tem položaju. To so še mladiči. A si vi predstavljate, kaj bo to čez toliko pa toliko let, ko bodo oni cel čas imeli vrat takle navzdol? Pač ni čudno, da se jim potem pri 25 ali pa še prej hernije pojavljajo. Pač to je prehitro. To je res prehitro in marsikaj se da v tem primeru tudi preprečiti. Tretja stvar, zdaj pa že gremo proti koncu, ne vas več dolgo modila. Tretja stvar, imamo pa tudi zelo pomembno stvar, katere se, bom rekla, da delodajalci že precej zavedajo, zmanjšanje produktivnosti in pa zmanjšanje energije, logično. Z več odmori, z bolj ergonomično opremo, vem, da recimo imam stranko, ko mi je razlagal, da imajo na delovnem mestu omogočeno, spodaj imajo znotraj te firme, imajo spodaj fitness, na katerega lahko grejo. Vodene vadbe imajo, masaže imajo, mislim, da stol masaže. Potem imajo prav, pač, kaj hočem s tem povedati, je fascinantno mi je, da se firma na tak način potrudi za svoje zaposlene, da jim omogoči, da se, oziroma jih celo spodbuja, da se ljudje gibajo. Ali pa recimo vem, da ima ena firma, da se oni nekako imajo neke firme razpisane, športne seveda, in se lahko potem za tiste firme odločijo, ne vem, plezalni center, fitness, plavanje v, ne vem, teh različnih stvarih in se zaposleni lahko odločijo, zakaj si bodo vzeli karte in jim potem določen delež in potem te karte krije firma. To se mi zdi pač zelo lepo se mi zdi, no. Pa tudi recimo ogromno podjetij ima te sobe za druženje, ne vem, pa imajo ročen fuzbal noter, pač v glavnem take malenkosti, ali pa da si lahko grejo kavo narediti, karkoli, v glavnem take mini sobice, ki te posledično odlepijo od računalnika, da si vzameš vsaj par minut časa zase. In se mi zdi super, da so tudi podjetja začela vlagati v svoje zaposlene iz vidika tega, da gledajo na njihovo zdravje, gledajo na to, da bodo logično več časa na delovnem mestu, da bo manj bolniških zaradi tega, ker vsak si želi vesele, zadovoljne zaposlene, ker če jim podjetje nekaj da v zameno, tudi realno gledano vsak gre raje potem na delovno mesto. Tako da bom rekla, da to, koliko vidim vsaj pri svojih strankah, ko se pogovarjam, ko so zaposleni nekateri, res zelo vpliva na to. No. Tako da, tisti, ko ste delodajalci, če kdo posluša, dajte se učiti iz tega. Tudi maserji, ki sem mogli prej omenjali, dajte si dovolj odmora med vsako posamezno masažo vzeti, pa ne se forsirati. Vedno lahko rečete ne, če imate preveč masaž. Tako da, glejte tudi na se, pa na to, da boste lahko dolgoročno delali. Ker vem, tudi jaz sem v štartu začela z 10 masažami na dan, ker pač
je bilo toliko povpraševanja in sem pač vse sprejela in en teden sem jih imela 4 dni na teden 10 strank, je to bilo 40 ljudi, drug teden sem jih imela pa 6. Zakaj? Bodo že počakali. Tisto, kar je nujno, ok, je fajn, da vedno imate nek prostor rezerviran, da lahko nekoga vzamete vse za pol ure takoj, recimo, če je res neka nujna stvar, ampak vsak nujno rabi masažo, ker se pač ta trenutek spomni. Ampak če mu vi termin določite v naslednjem tednu, pa se to je že jutri. Realno dnevi grejo tako hitro skozi, da ta en teden takoj mine. In se mi zdi pomembno, da se zavedamo, da vsak bo počakal. Če pa fejst boli, če ste pač seveda maseri, oziroma če niste, je pa fajn tisto stvar zrihtati takoj, pa poiskati nekoga ali pa sami sebi zrihtati tiste stvari, ko pač znate in veste, ampak zato imate mene, da se preko mene naučite. Nekda ja. Okay. En lep stavek za na konec, s katerim bi jaz tudi počasi zaključila, da je za na konec tega mita oziroma ali resnice, da je ergonomska oprema preprečuje bolečine. Dejstvo je, da ergonomija ni le sedenje, ampak je celovit pristop, ki vključuje prilagoditev tako okolja, kot svojega gibanja, raztezanja, sproščanja in pa seveda krepitve mišic. Tako da to, da ergonomska oprema preprečuje bolečine, je, bi rekla, deloma resnično, pa deloma ni resnično. Če mi ergonomsko opremo uporabljamo z dovolj odmorov, ne vem, da jaz recimo včasih stojim, včasih sedim, pol si stabilizacijsko žogo prenesem, če sem recimo cel dan za računalnikom, odmore si jemljem, dovolj vode uživam, se trudim. Glavnem, če vse to upoštevamo, potem je dejstvo, da ergonomska oprema absolutno pomaga pri preprečevanju bolečin in pa nekih specifičnih poškodb. Ni pa samo ergonomska oprema kriva za to, da mi ne bomo imeli bolečin. Tako da.